In lep pozdrav vsem. Hvala, da ste me spremljali v svoje vrste. Kot zgodovinarji, jaz sem pač arheologinja. Namreč, zakaj sem želela govoriti o teh znanjih? Zato, ker sem opazila, da je pravzaprav tudi, da se nasplošno gleda kot na arheologijo, kako se že reče, na žličkarje. In da se podcenjuje znanje, ki ga je arheologija dala. Mnogo več, jaz bi celo rekla, da je arheologija sooblikovala, da ne rečem oblikovala, ker to bi bilo pa mačkam preveč domišljamo, sodobni svet. No, gremo pogledat, in sicer dejansko o preteklosti v srednjem veku niso veliko vedeli. Zato tudi so ljudje oblečeni na vseh te slikah v oblačila sodobnikov, ker si preteklosti niso znali niti predstavljati. No, in če gremo, jaz bom preskočila vse tiste dolge potopke, se bom ustavila samo pri nekaterih ključnih momentih. Recimo, namreč meni je vaš predsednik naročil, da moram nujno nekaj tudi slovenskega povedati, ne smem samo zahajati po tujih svetovih. In sem se odločila, da začnem s Ciriaco iz Ancone, ki je konec 15. stoletja, 14-15. stoletju, je raziskoval, popotoval in zbiralec starini in je seveda poznal vse te kraje, vključno z Dalmacijo, Albanijo, Grčijo. Ampak zakaj je bil on pomemben? Ne samo, da je marsikaj se ohranilo na ta način, kar bi sicer ne bilo mogoče, ampak boste takoj razumeli, zakaj. Ciriac Anconski je bil seveda pod patronatom Medičejcev, potem Viscontijev in tako dalje, in takoj krenem proti našim krajem. Med drugim je bil zelo dober z kraljem Sigismundom, ki ga je vodil po Rimu, ki so takrat začeli pravzaprav raziskovati, odkrivati preteklost, kajti to je bilo takrat nezanimivo. Tam so se pazile koze in voli in bilo pač tam, kdo je rabil kaj materijala, je šel pač tja iskati. In se naredil živo apno iz spomenikov. No in on je vodil med drugim kralja Sigismunda po Rimu. No, vsi vemo, kam vodijo Sigismund in Barbara Celska, to so na kolegi opozorili, sicer zgodovinarji in arheologi, da ga imamo uprizorjenega na tem znamenitem koncilu, da smo že slišali, ko so zbrali toliko rokopisov, ampak med drugim, ko so izkopavali v Celju 5-6 let nazaj, so prišli do Knežje palače in arheologi se v plasteh kopljejo in se da primerjati, kaj mlajše in starejše, so med drugim najdli v obzidju iz konca 14. lahko je začetek še 15. stoletja, vzidan prekrasen spomenik neke rimske cesarice, ki je bil krasil forum nekdanje Celeje. To ni bilo kot kos gradbenega materiala, ampak je bil reprezentativen kos, ki je bil zidan, zato je da je dajal identiteto srednjeveškemu Celju in seveda tudi Knežji palači. Povezava je več kot očitna. Pravi, to je bil dvor, ki je bil v stiki z dogajanji v Evropskem vrhu, bi človek rekel, izobraženci, ki so se izobraževali z največjimi tedanjimi strokovnjaki, poznali seveda tedanji Rim in tudi poznali moč preteklosti, ki daje človeku, današnjemu človeku identiteto. Če gremo iz Celja naprej, predtem, se pravi predtem, pravzaprav že imamo mi v Celju, mi, 3 zvezdice so celjske, to smo mi. Tako rekla Laukontova skupina, ki je danes merilo neke naše splošne izobrazbe, ker se je cele generacije učila v teh spomenikih, da je prišla na dan. V 1506. ko nek kmet koplje tam po vinogradu papeževem, pade v luknjo in potem v tistem luknju, kajti spade je bila Neronova zlata hiša, Domus Aurea in kasnejša Titova palača, kjer so bile te stvari pravzaprav še notrne dotaknjene, delno so jih izvlekli ven, delno pa seveda so počakale 1000 let, malo več. No in kdo, takoj pravzaprav pošljajo Michelangelo, papež
Boše Giuliana Sangala, to je slavnih arhitektov, no in prepoznajo, ker znali so pa zelo dobro in odlično latinske tekste, ne pa grščine, grščina se ta čas pozablja, ne? In to študirajo, odkrijajo tudi v tej isti Neronovi Domus Aurea, pridejo na dan čudovite freske in začnejo pravzaprav posnemati stil, poglejte jih, to so te, ker je grota, padujo v lukno, ne, la grota, ne, in te se imenujejo groteske in novi slikarski stil, ki ga mi srečamo od Filipina, Lipija naprej do Rafaela in pravzaprav cela Evropa in še danes kupite lahko knjižice in zvezke v Firencah z istim stilom, ki je kot naš, ne. Ampak to niti ni še največ boste pa pravzaprav prepoznali tole, ne, zbirke starin postanejo vir navdiha, poznavanja, novih spoznanj in tudi novega lepotnega kanona. In ker sem obljubila samo najpomembnejše stvari, gremo takoj na neapeljski dvor. Mlada Ana Saksonska, zelo izobražena, kot 16 let je bila stara, ne, ki se je poročila, kako je že to, ne, in seveda Karel III, ki hoče postaviti palačo, in pri kopanju, ne, smo v času Marije Terezije, ne, rekla, hočejo, ne, in naletijo na Herkulane, ne, začnejo se dobri 20 let kasneje tudi izkopavati Pompeje. Prvikrat pride na luč dneva dejansko antično mesto, kjer ljudje ne samo najdejo, kako so živeli pred, mislim, bilo malo manj, 1700 let nazaj, ne? Kakšen je bila ureditev, kakšen je bil urbanizem, kakšni so bili vodovodi, vsakdanje življenje in tako dalje. Ne? In seveda izidejo takoj te Le Antiquità di Ercolano, ki prinesejo natančne risbe, da imamo fotoaparate, pa se lahko skrijemo, teh najdb. Cela Evropa študira, potuje in vsa ta izobražene Evrope, ki hoče nekaj veljati, smetana elita, če hočete, ne v slabem smislu, pravzaprav potujejo, ne, grand tour, ne, to je bilo obvezno, se seznanjajo, učijo, no in ker se drugega očeta imamo še arheologi, in sicer Winkelmana, ki tudi popotuje in postavi zelo, zelo zanimivo teorijo in ki približno zveni takole, ne, da so možna, ker on prepozna grško originalno umetnost, ki do tedanjega časa sploh niso, so rekli, jo ni več, je samo rimska. In nam postavi teorijo, da je samo država, kot je Periklejeva demokratična država, lahko rodila tolikšno lepoto. In celoten tedanji svet pravzaprav je pod vtisom te novo odkrite klasične lepote. In to je to, ne? Začnemo preurejati, to je čas, ko se preuredi v moderno mesto, celoten Pariz, London, tam se zadnje Dunaj, ne? Kajti hodijo študirati arhitekturo, urbanizem, recimo v Pompeje, ne? Celo Mozartova čarobna piščal nastane ob odkritju enega od templjev izidenega templja v Pompeji, ne? In Evropa seveda tudi ni slučajno, ne? Zakaj dobi, ne, se pravi, smo v času 18. in 19. stoletja, čas nacionalnih držav, dobi podobo, parlamenti, opere, muzeji, zunanjo podobo, kajti seveda hočemo veljati kot, kaj že, demokrati, ne, in seveda lepota je pri nas doma, to je zunanje simbolni izraz, ampak to je podoba Evrope, ne. No, to še načni, ne, to se pravi demokratičnost družbe, racionalna rava prostora, urbanistično načrtovanje in klasični kanon lepote. In to je tisto, kar velja danes v svetu, ne? Lepo je tisto, kar je klasično, ne? In seveda tehnologije antike, ki jih odkrijejo in odkrivajo arheologija, ki je ta čas rojena. Takoj boste prepoznali, ne? Smo v začetku 19. stoletja, to je doba, ko se starinoslovje rodi arheologija, ne? Od salonov cesaričinih do cesaričinih
proizvodnje porcelana, ne bom nadaljevala, do nakipa, opere in tako dalje. In smo pri tele kronologiji. Namreč do tedanjega časa nihče ni vedel, nekoliko iztrpta svet, nekako daleč nazaj, govorimo o prazgodovini, in prvi, ki postavi Christian Jürgen Thomsen v Narodnem muzeju v Kopenhagnu, bom pohitela, kamena, bronasto in železnoto, vse nismo vedeli tega prej. Šele, čujete, 200 let nazaj. Resnično človek ne more verjeti, ko to gleda. Uredi zbirko in vsi muzeji od tega časa naprej. In naše znanje temelji na njegovem spoznanju in na stratigrafskih izkopavanjih, da se vemo vse arheologi lastili, ki smo jih prevzeli pa pravzaprav od geologov. In ljudje so takrat že natančno vedeli, bom rekla, da so pravzaprav stvari starejše, vendar se nekako ni smelo reči, kajti edina kronologija tistega časa na Zahodu je bila, aleluja, Biblija, tam pa jasno piše, kdaj je bilo kaj. Ampak gremo, arheologija je redna spremljevalka vseh imperialističnih in kolonialističnih pohodov. Napoleonov pleni uniči na stotine, na tisoče mumij, ki jih privlečejo v Pariz, ker to pripada seveda tistim, ki vladajo svetu, arheologi, etnologi in tako naprej, vse gre z njim, študira to, in seveda pripada, arheologija pravzaprav govori v kolonialističnem in imperialističnem diskurzu. Ugotavlja, raziskuje, kaj najboljše, najvišje, mi še vedno govorimo isti jezik, arheologi, Slovenci raziskujemo rimsko arheologijo in vemo zelo malo o ljudeh, ki so ta čas tukaj živeli. Se strinjate, Dobro, gremo naprej in bom rekla, ampak so bile seveda tudi zelo dobre stvari, namreč, dobro, da se je rešila, to je tako. Veliko stvari je prišlo v Evropo, ki danes mogoče ne bi bilo več. Jasno pa je, da niso spadali v Evropo. Pa vendarle, Evropa je zgradila na teh zbirkah svojo podobo, svoje znanje in tudi svojo pravico, da vlada svetu. Se strinjate, Dakle, še danes je lepa, Mi smo ustvarili pravzaprav kanon lepote s tem, kar smo zbirali, se nismo zbirali vsega. Ampak odkrije, to je čas, ko se razkrije pisave, se to je fenomen, kako nekaj takega, rozetni kamen nam pripovedovala, ker veste, kako se je, mogoče malo manj vemo o temu, to je čas odkritja bližnjega vzhoda, je Bog ved zakaj, prvič, ker je ekonomsko zanimivo, seveda, ker so to biblične dežele, ki pripadajo Zahodu, kaj pa drugega, jezike, odpre številna vrata starih bližnjevzhodnih kultur, ki seveda jih izkopavajo arheologi in ponavadi tudi pridno zbirajo podatke za tajne podatke, in seveda ustvarijo to podobo. Velika država, velik muzej, to je imperialistična podoba Zahoda, recimo, ne vem, če imam, kako je naš Franc Jožek, naš cesar, je rekel moj staroče, se pravi, odpira veliki muzej. Boste tudi razumeli, zakaj ni zgrajen v tem času v secesijskem slogu, čeprav je, ampak v historicističnem, zato ker kaže pravzaprav to ukrinje v klasično izobrazbo, pravzaprav pravico vladati svetu. Imamo Londonski muzej in gremo naprej, kamen iz Rosetta, zgodijo se velike mednarodni kongresi, razkriva se, dejansko odkriva preteklost in seveda tudi ustvarja pravzaprav podobo Zahoda. Prinašamo napredek in kulturo. To ni kar tako, naša kultura je več vredna s tem. Ampak še vedno pravzaprav ne vemo, koliko je svet star. Mislim, to je neverjetno, druga polovica 19. stoletja. Koliko je že star? Ja, škof Samuel Wilberforce ve čisto zagotovo, kajti pred njim so to zračunali, in sicer James Ussher v 16. stoletju je zračunal in seštel vse generacije v Svetem pismu in pravi, to je bilo takrat, tista noč pred 23. oktobrom, in sicer to je bilo 4004 pred našim štetjem. Mi smo konec 19. stoletja in stvari so še vedno toliko stare. Ni
kamene dobe, veste, da je bil potem poplava in kar je prej nemogoče. In tudi, če so izkopali, zato so neandertalca tudi prvič tako razlagali, ne, da je bil neko ubogo bitje, malo slaboumno, ne. Naš pogled je veliko še tak, ne. No, in takrat Thomas Huxley se zgodi ta velika debata in od takrat dalje, ne, 59, da se je šla knjiga in ta vpliv je bil neizmeren in arheologi, pravzaprav ta razvojni nauk podprejo. Zgodi se pa zelo tragična zgodba, datiramo, vemo, da je starejše, spremljamo razvoj, ampak hkrati spremljamo tudi idejo, prenesemo iz naravoslovja na kulturo. Vse tisto, kar je starejše, je manj razvito, manj kulturno in tudi manj vredno. In čudovito sede v model imperializma in kolonializma. Zelo tragično. In zato imate vi pravzaprav vse te manjše kulture razstavljene v etnografskem muzeju ali pa arheološkem, ne? Vse ostalo je pa v Kunsthistorisches ali pa kakeri že drugi muzej, ne? Prva in druga klasa, pažnija kategorija. In Kozina, lingvist in arheolog, ki je materialno kulturo povezal z ljudstvi in dokazal germansko-arijske rase. Veste, kaj bom povedala? Izkopavanja poznamo nemška, manj poznamo italijanska, Rim porušijo središče skoraj do trav, zato da dokažejo samo čas cesarja Augusta, to je ta Marburgov muzej za Aro Pakis, ki jo rekonstruirajo. Kajti zakaj? Ker se rimska družba in Mussolini identificirajo z Mussolini, z Augustom. August v črni srajci, fašizem, cela vrsta njegovih ideologija pravzaprav tukaj izvira, je seveda, vam rekla, zlorabljena, takoj vidimo, prizore, in dejansko arheologija za svojimi raziskavami to podpira. Tako kot tudi etnologi ne pozabite, da se zame nacizem in fašizem zrasteta na znanstvenih raziskavah. In zato prisegamo na znanstveno neutralnost, ki je pravzaprav ideja, ki ni podprta, ki ni realna, ki ni resnična, na rabi objektivnih znanstvenih metod, kar pomeni, da smo velikokrat odtujili dediščino ljudem, ki pripada, in da smo se odtrgali od tistega, kar danes ljudje najbolj pričakujejo in rabijo. In tukaj je tudi odgovor. Katera znanja naj bi arheologija dala? Pravzaprav imamo stik z konvivalnimi znanji. To je ena interpretacija v blizu Kranja, nastala zelo lepa neolitske posode, o okolju in prostoru, o materialih, o tehnologijah, o ljudstvih, kulturah in civilizacijah. In razvoj še ne pomeni modrosti. Deleč od tega, ker so manj razvite, zato niso boljši. Vprašanje, kakšni so. In seveda o človeku in njegovi uničevalni naravi. In seveda predvsem o, naj pomaga ljudem. Arheologija je raziskovanje človeka, ne stvari, tako kot je največ tudi zgodovina. Da prepoznajo svoj prostor v svetu, da definirajo svojo lastno identiteto in naj širijo poznavanje samih sebi in da dosežejo spoštovanje do drugačnih. To pa ni mogoče, če ne spoštujemo tistih, ki so bili pred nami. Hvala za pozornost, pravimo v arheologiji, to je moj grob. Ja, hvala.